Za pripravo čokoladnih pralin, nadevanih s pariško kremo, bomo potrebovali naslednje pripomočke: lonec za vročo vodo, kovinsko ali pa steklena skleda, v kateri bomo topili čokolado. Preverite, če imate kakšno, ki se ravno prav prilega z loncem, saj na tak način onemogočite pari, da bi uhajala ob robu ali morebiti zašla v čokolado. Metlico za stepanje, ker je najboljša za mešanje vroče čokolade. Če nimate, lahko uporabite tudi večjo žlico, manjšo zemalko ali pa lopatko. Kuhinjski nož in leseno desko za rezanje čokolade. Modelčke za praline. Modelčki so lahko plastični ali pa silikonski. Plastični so fajn, ker so togi in se enostavno postrga odvečna čokolada z modela. Silikonski pa so boljši, ker enostavno dobimo končane praline ven iz modela. Paleta ali strgalo. Lahko je tudi daljši nož ali pa špatula, s katero bomo postrgali odvečno čokolado z modela. Brizgalno vrečko. Z njo bomo nabrizgali oziroma nadevali praline v modelu. Če nimate prave, lahko tudi kar navadno in odrežete rob, da dobite odprtino. Kuhinjski čopič, s katerim bomo namazali čokolado v modelčke. Osebno ga nimam, zato sem uporabil kar majhno žličko, ter tehtnico, s katero bomo odmerili potrebne količine. Za pripravo čokoladnih pralin, nadevanih s pariško kremo, bomo potrebovali naslednje sestavine: jedilno čokolado za vlivanje v modelčke. V mojem primeru bom uporabil jedilno čokolado s 43% kakava. Lahko je katerakoli, vendar več kot ima kakava, bolj bo pralin stal skupaj in manjša je možnost, da se nam poškodujejo, ko jih boste iz modela ven spravljali. Nadev bo pariška krema. Za njo potrebujemo 175 gramov fine čokolade po izbiri, v mojem primeru bo to bela milka, ter 75 ml smetane, crème double, to je smetana z visoko vsebnostjo maščobe nad 40%. Ker je nisem uspel dobiti v trgovini, bom uporabil kar navadno od Mercatorja s 33%, ter žlico surovega masla. Za dodatni okus lahko dodamo tudi kavo ali pa kakšen liker.